Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni vnovič v moji družbi. Evo, za nami sta dve kvalifikacijski tekmi za Evropsko prvenstvo leta 2026. Izrael in Ukrajina sta padli, te dve reprezentanci sta za nami. Pričakovani zmagi, ni bilo najenostavneje, ampak na koncu se zdi, da smo uspešno prebrodili te dve oviri in pod črto najbolj pomembno je dve zmagi. O tem bomo danes govorili, o posameznih bomo danes govorili in pa o enem problemu oziroma težavi, s kateri se ne samo v Sloveniji, tudi marsikje drugje srečujemo. Po zadnjem srečanju je izpostavil tole Klemen Prepelič, vedno brez dlake na jeziku, tudi zaradi tega ga cenim. Posebej se bomo še dotaknili Klemna kot igralca na teh dveh kvalifikacijskih tekmah kot kapetana. Vse to in še več v nadaljevanju, kot rečeno. Če pa ste tukaj vnovič ali morda celo prvič, vas pa prav lepo pozdravim, da se mi pridružite v moji družbi večkrat. Kako to naredite? Naročite se na moj kanal, ki bo seveda vedno brezplačno. Vabljeni. Zdaj na kaj točno merim s Klemnom? Na kaj merim z njegovo izjavo? Morda kdo ni videl, ni slišal, ni prebral, kakorkoli. Klemen se dotika tako imenovanih couch selektorjev v narekovajih, ampak predvsem nekega spoštovanja do tistih, ki so tukaj zmeraj za reprezentanco, napram tistim, o katerih se navadno govori, ki jih ni zraven zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Kaj točno je povedal Klemen? Vedno se poudarja, koga ni tu in zakaj ga ni. Vedno znova le Luka. Vsi se zavedamo, da brez Dončića ni možnosti za vrhunsko vrstitev. Sebe bom izvzel, ampak opažam in dobivam informacije, da se vedno znova pljuva po teh fantih, ki vedno prihajajo v reprezentanco. Brez teh fantov Slovenija ne bi videla Luke na velikih tekmovanjih in v slovenskem dresu. Teh 11 oziroma 12 fantov, ki so vedno tu, si mogoče zaslužijo malce več spoštovanja strani naše publike. Vedno pravim, da so naši navijači najboljši na svetu. Se pa preprosto naveličan, da se vedno znova pljuva po nekaterih fantih. Iskreno, marsikdo razmišlja, da ne bi več prišel na reprezentančno akcijo. Vsak je pomemben za te stvari, ki se dogajajo v slovenski košarki. Zanimiva izjava, ne? No, o tem sem govoril, ko sem rekel, da Klemen nima zavor oziroma nima dlake na jeziku. In prav ima. Dvorane so praviloma polne, ko nastopa Luka Dončić. Ponavadi imamo košarkarske tekme reprezentančne seveda takrat v Stožicah, ker se razproda se 10 tisoč, 12 tisoč glava publika pride v Stožice, ko imamo Luko. Kaj se zgodi, ko Luke ni? Zdajle, če se kdo ukvarja z kakšnimi komentarji, sam iskreno jih rad preberem, rad se tudi malo pohecam na ta račun včasih, prav zabavno je. Ni pa vedno, kako se temu reči, ni pa vedno ok, ni vedno tisto, ko dojameš, kaj določen del publike preferira, se pravi, kaj jim ugaja oziroma kako razmišljajo. Mi imamo relativno majhno bazo, majhen bazen nabora igralcev, s katerimi lahko operiramo. Še posebej je bilo tole bolj opazno v teh Fibinih oknih v preteklosti, ko evroligaški igralci niso smeli zraven, ne? Ko se je dogajal ta prepir med Fibo in Ulebom. Zdaj so lahko. NBA igralcev v teh oknih seveda ne bomo videli, ne? In lahko igramo s tem, kaj imamo. Ampak dajmo to malo drugače pogledati. Saj jaz osebno gledam to iz nekega drugega zornega kota. Jaz imam v tem primeru možnost gledati mlajše igralce, ki me bolj zanimajo, mlajše kategorije. Verjamem, 80% publike zanima Luka Dončić, Vlatko Čarčar, Murić, Prepelič in tako naprej, Blažič. Ampak mene enostavno veseli, ko dobijo priložnost Bine Prepelič, Stergar, Kunc, ne vem. Ker dobijo priložnost, ker se dokazajo, ker se mečejo na zobe, ker jih lahko podprem z obiskom na tekmi, ker jih lahko podprem, da lahko naredim kakšen highlight za njih, ker se lahko začnem v družbi pogovarjati, on je pa naredil en dober skok, Kunc je pa 3 faule v napadu izsilil nasprotnika, Bine Prepelič je eksplodiral na zadnjem svetovnem prvenstvu in tako naprej. Vedno mer se pogovarjamo o Luki, kot je izpostavil Klemen. Seveda se najbolj izpostavljen slovenski košarkar, zasluženo, absolutno, veste sami, da sem jaz eden izmed njegovih največjih podpornikov, fanov, spremljevalcev, kot želite, no.
Jasno, da. Ampak, ko Luke ni, se morajo tile fantje garati in priboriti za slovenski grb, za slovensko reprezentanco, da bomo lahko spremljali Luko, Vladka in ostale, ki se sicer ne morejo udeležiti reprezentančnih akcij na velikih tekmovanjih. Do tam moramo doseči ta cilj. Ta cilj se navadno doseže z igralci, ki so manj izpostavljeni. Zakaj se oni ne bi zaslužili naše podpore? Seveda je jasno, da je zanimanje za igralce, o katerih slišimo manj in kateri so kakovostno slabši, realno gledano manj. Jasno povsem. Ampak meja nekje more biti. Seveda je jasno, da bojo ljudje pljuvali. Jasno je, da ne bomo zadovoljni. Pride poraz, ni vedno zmaga. Pride slabša igra, slabšen dan, kritiziramo jih. Včasih upravičeno, včasih ne. Jasno, to so jasne zadeve. Ampak tudi igralci so samo ljudje. Oni zastopajo naše barve. Načeloma se vsake toliko časa odpovejo svojemu času z družino oziroma z najožjimi prijatelji, kakor želite. Pridejo zastopati naše barve. Naši so. Dajmo jim podporo. Toliko z mojega vidika, da pokomentiram Klemnove besede. No, mogoče sem bil že malo predolg, pa vendarle toliko. Naslednja tema seveda bi se rad dotaknil kvalifikacijskih tekem, najprej z Ukrajino. Mogoče malo tipanja na samem začetku, potem je steklo, potem smo jih nekako pregazili, bi jaz temu rekel. Tu sploh ni debate. Predvsem je steklo potem v drugem delu. Klemen Prepelič, evo, kapetansko 30 točk, mislim, da njegova druga najboljša ali kakršnakoli predstava točkovno gledano v reprezentančnem dresu. Kapetansko. Lejte, to je to, kar smo pričakovali. Tu bi še izpostavil mladega Kunca, ki se je res boril, tako kot more biti. Žiga Samar se vrača po poškodbi. Vemo, da rabi minute, da še ni v tekmovalnem ritmu, če se ne motim, 3 mesece ni igral. Tukaj smo celo pričakovali veliko pomoči Aleksija Nikolića, ki pa je pred tekmama z Izraelom oziroma Ukrajino zbolel. Tako da tukaj smo imeli kar konkreten minus, ampak lejte, prebrodili smo to in zmaga je tukaj. Proti Ukrajini smo jo že v četrtek, če se ne motim, zabeležili. Malenkost treninga do tekme z Izraelom, ki je bila včeraj, se pravi v nedeljo, ki pa se je katastrofalno začela. Ampak toliko sem že košarkarskih tekem v življenju videl, da sem vedel, da se ne more končati po prvi četrtini. Redko katera tekma se, posebej ko govorimo o Sloveniji, posebej ko govorimo o tekmi, ki je bila odigrana na naših tleh. Spet nekaj lovljenja na začetku, Žiga bo še rabil nekaj časa, da ujame formo, ampak spet, tukaj je Klemen Prepelič, tukaj je Jaka Blažič, tu so izkušenejši. Kar pa je zanimivo, da sta voz, po mojem mnenju, potegnila v drugi četrtini Leon Strgar in pa Žiga Dimec. Ravno Žiga Dimec je eden izmed tistih, ki ga marsikdo včasih neopravičeno, ja seveda včasih tudi upravičeno kritizira ali pa kritiziramo. Ampak tokrat sta mlad fant in pa izkušen fant potegnila voz, Leon z 2 trojkama, Dimec z 2 endvanoma in evo ga, lejte, da nimamo Dimca, lejte. Nekdo drug bi mogel stopiti, kaj pa če ne bi. Koga pa imamo realno gledano na Dimčevem položaju, Slovence govorim, Jurij Macora. Ja, imamo ga, ampak fant je žal trenutno malo preveč poškodovan, da bi lahko konkuriral za igre v reprezentanci. Blaž Habot spet poškodovan, na katerega še računam v prihodnosti. Tu je neka velika lugna, ki vemo, da jo črpamo z naturalizacijo igralcev. Mike Dobbie sploh ni v neki formi letošnji sezoni, za njim je ena res slaba sezona, oziroma se dogaja slaba sezona v dresu Crvene zvezde, ampak kot je Sekulič izjavil, on je prišel lačen na ta reprezentančni zbor, račen igre, dokazovanja in jaz mislim, da predvsem na tele drugi tekmi zelo dobro odigral 21 točk 12 koliko, če se ne motim. Prvi strelec in pa igralec pa seveda Klemen Prepelič, ki je trenutno v eni fantastični formi in zanimivo, res mi je to zanimivo, v dresu Cedevite Olimpije v začetku sezone je dokazal, da v bistvu
Na nek način, čeprav vedno igra na poziciji strelca, branilca, je kar nekako rojen organizator igre, ne? Ker njegove podaje resnično imajo oči, kot pravimo, in se je tako v Olimpiji, kot tudi zdaj v reprezentančni vlogi odlično znašel tudi na položaju enke in glej tega zlomka, resnično smo ga rabili, predvsem ob odsotnosti Nikoliča, slabi formi Žige Samarja je tukaj vskočil idealno. V glavnem, evo, 2 zmagi smo povezali, kar je zelo pomembno za to kvalifikacijsko okno. Naslednje mislim, da se dogajajo komaj novembra in eto, do takrat bo še daleč in še dolgo ne bomo razmišljali o reprezentančni košarki. V bistvu bomo še prej, ampak v drugi obliki kvalifikacije za olimpijske igre in pa potencialne olimpijske igre z našo udeležbo so še prej. Kako ste vi videli samo situacijo? Dajte mi tole malo spodaj pokomentirati, da že zdaj povabim in seveda, če ste že prej najavo zamudili, vabljeni, da se tudi naročite na moj kanal, da še malo večkrat pokomentiramo podobne zadeve, pa se veste, tudi kakšni highlightsi so, a ne? Še zadnja tema, preden zaključim, Dallas je nažalost prekinil serijo zmag, naleteli so na Indiano, razpoloženo Indiano v gosteh in pa zgodil se mogoče malo slabši strelski večer Dallasa, hkrati malo slabša obrambna predstava Luke in kompanije in poraz je tukaj, ne. Zdaj tudi v mojem zadnjem videu sem izpostavil eno zelo kontroverzno izjavo Tima Hardawaya seniorja, se pravi očeta Tima Hardawaya juniorja, ki je seveda očitno soigralec Luke, ki je pokomentiral, kako bi moral bolj biti vključen v samo igro Tim Hardaway junior in kako bi Luka moral biti manj žogodominanten, se pravi bolj dominant, ne bi temu Američani rekli. Zanimiva izjava, ki se je zelo izneverila, da tako rečem, ravno v današnjem srečanju, ko je Tim Hardaway Jr. naredil par neumnosti, milo rečeno. Tudi to lahko pregledate, no. Sicer pa Luka igra, nadaljuje s fenomenalnimi predstavami, tudi Kyrie Irving je danes odlično igral, celo približal svoje moštvo na zelo nizek zaostanek, v zadnji četrtini mislim, da 4 točke ali pa pred zadnjo četrtino, no, bodimo fair. Ampak na koncu je zmanjkalo. Ampak priložnosti za dokazovanje bo še veliko. Urnik je natrpan, najpomembnejše tekme so pa seveda pred nami, ne? Še slabih 30 tekem do konca in potem končnica, ki pa še seveda ni zagotovljena. Daleč od tega. Trenutno so v bistvu na 8. mestu, kar je pozicija v play-inu. Zelo zanimivo, ne? Pred tem porazom so pa bili pri Dallasu na 6. mestu. Tako da tole je zdaj zelo zgoščena lestvica in dejansko to je zelo paradoksalno rečeno, kar se tiče NBA, ampak vsaka tekma bo praktično štela zdaj do konca, ker tole je nabito in pozicije in zmage se štejejo. Tako, da ne bom predolg, hvala seveda, da me spremljate, spoštovani, še naprej. Do naslednjič, Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta. Lepo pozdravljeni.